Telesna vadba pomeni gibanje z namenom, da bi izboljšali svoje telesne zmogljivosti ter ohranjali zdravje in splošno počutje. Obstaja veliko različnih vadb, ki vključujejo različne vaje, na primer za moč, raztezanje, ravnotežje, prilagodljivost. Člani MDGN iz Velenja so že vrsto let športno dejavni in tako skrbijo za svojo telesno kondicijo. Vadbe v naši telovadnici so praktično namenjene vsem uporabnikom, od najmanjših otrok do tudi najstarejših. Tako da imamo vadbe od 3-letnikov do najstarejših približno do 90. leta. Različni trenerji se v bistvu prilagajamo različnim potrebam, željam in pa seveda problemom, ki jih imajo sami vadeči. Vedno opravimo nek razgovor z vsako stranko, s katerim pričnemo z vadbo, zato da vidimo in dobimo vpogled, s kakšnimi problemi se sooča v življenju in seveda kakšni so njihovi cilji in pa želje za samo vadbo. V naši telovadnici izvajamo tako skupinske vadbe kot tudi individualne treninge za aktivne športnike, za rekreativce in pa seveda tudi za invalide. Imamo vadbe za gluhe, slepe in pa tudi različne ljudi z posebnimi oziroma res specifičnimi boleznimi. To so Parkinsonova bolezen, Maybachova bolezen, cerebralna paraliza, se pravi, poskušamo pomagati vsem v telovadnici. Miganje je pomembno tako za vse, se pravi, kot za otroke in tudi odrasle. Da začnemo migati nikoli ni prepozno, ker vsak dan brez treninga je lahko izgubljen dan. Zato je pomembno, da tudi, če se slabo počutimo, da oddelamo trening. Slab trening je vedno boljši kot neoddelan trening. Za starejše nikoli ni prepozno, da se začnejo ukvarjati s telovadbo, zato ker je pomembno za razvijanje različnih mišičnih struktur, seveda pridobivanju kondicije, vzdrževanju kondicije, se pravi skrbeti za srce, pljuča in pa hkrati tudi več kot telovadimo, nekako tudi sposobnost razmišljanja dvigujemo in zato mislim, da za starejše ni ovire, ali pa nikoli ni prepozno, da bi začeli telovaditi. Človeško telo ima več kot 600 mišic, zato je pomembno, da skrbimo za vsako mišico posebej. Z vajami skrbimo za močno mišično strukturo, od tistih najvidnejših mišic do tistih, ki so našim očem nevidne, vendar zelo pomembne za stabilizacijo telesa, gibanje in preventivo pred poškodbami. Kar se tiče same demence oziroma z raziskavami, ki jih izvajajo, je zelo pomembno samo razmišljanje in učenje je zelo povezano s samim športom in seveda so tudi vaje, ki jih izvajamo, preventiva za samo demenco in za vse ostale bolezni, ki se nekako srečajo s starostniki. Artroza, poškodbe in s tem bolj, ko skrbimo za same mišice, lažje nam je in tudi se lahko hitreje vrnemo po sami poškodbi. Pri nas trenirajo tudi ena skupina gluhih. Moram reči nekako, hvala Bogu, da sem nekako seznanjen s tem, ker pač moja mama tudi ne sliši in nekako s tem odraščam in so mi njihovi problemi zelo znani. Seveda je velika razlika med slišečimi in gluhimi, predvsem v dojemanju vaj, predvsem v sami motoriki in pa seveda zelo se pozna na samem ravnotežju. Tukaj imajo slišeči neko prednost pred gluhimi, se pravi samo ravnotežje, zavedanje okolice in vsega tega. Skupina gluhih pri nas trenira zdaj že 3 leta in moram reči, da je velika razlika med tistimi, ki so začeli pred 3 leti in temi, ki sedaj se nam pridružujejo.
Pri samem izvajanju vaj pa moram reči, da imajo gluhi veliko prednost, ker nimajo motečih faktorjev okoli sebe, se pravi, ni zunanjih vplivov in se dejansko skoncentrirajo na samo vajo. Zato vajo v večini primerov izvajajo mnogo boljše kot slišeči. Tukaj imamo vodeno vadbo. Vsak teden tukaj v Libiji. V bistvu je to zelo koristna, kako bi rekel, rekreacija. Skratka, se razmigaš celotno telo, hrbtenico, noge, roke, glava, ramena. Seveda, jaz imam še druge konjičke zraven, ampak to je koristno za telo, za boljše počutje, potem lažje premaguje stres, svoje težave. Te vaje, ki jih izvajamo tukaj, kot sem že omenil, delajo tako rekreativci, kot tudi aktivni oziroma bodoči športni, profesionalni športniki. Zato te vaje, ki jih izvajamo, so seveda neka osnova. Veliko se srečujemo v naši telovadnici z mladostniki, z mlajšimi športniki, ki imajo probleme tako s hrbtenico, s koleni in z različnimi ostalimi poškodbami, ki si jih pač tekom aktivnega in profesionalnega športa nekako naberejo. V naši telovadnici nekako res skrbimo, da imamo dobre trenerje, tako imamo tukaj kot fizioterapevtko, kineziologe in še ostale strokovnjake. Vse vaje, ki jih izvajamo, so primerne za rekreativce, kot tudi za profesionalne športnike. Priporoča se treniranje vsaj 3-krat na teden, predvsem zaradi vzdrževanja kondicije in moči. Pri hitri hoji se srčni utrip poviša, vendar številni, ki se ukvarjajo s hitro hojo ali tekom, pozabijo na vaje za moč. Te lahko izvajamo doma od 5 do 20 minut, ki jih naredimo po teku, hitri hoji ali po daljšem sprehodu.
Gibanje je še posebej priporočljivo za starejše gluhe, saj izboljšuje telesno moč in gibljivost. Redna vadba, kot so denimo raztezne vaje, povečuje prožnost mišic, izboljšuje ravnotežje, srce in zmanjšuje tveganje za padce. Gibanje močno vpliva tudi na boljše duševno zdravje in boljše socialno življenje posameznikov.